pozdrav tukaj v Antonovem domu na Viču. Zbrali smo se ob priložnosti obiska dr. Gaja Kosta, ki nam bo spregovorila o reproduktivnem zdravju, o nerojenem človeškem življenju, o promoviranju tako imenovane kulture življenja. In gledajte, tudi moja želja je, da sedaj v naslednjih 10 minutah, da vam spregovorim tudi o tej temi, moče bolj iz etičnega, bioetičnega področja, pa tudi z področja, kot ga sam osebno vidim. To je z področja katoliške teologije. Zatega se na samem začetku organizatorjem prav lepo zahvaljujem za obisk. Obenem se zahvaljujem organizatorjem prav posebej za to, da lahko danes v naši sredi gostimo strokovnjakinjo s področja kulture življenja in ki nam bo spregovorila prav posebej o svoji izkušnji v povezanosti z reproduktivnim zdravjem ter vlogi mednarodnih organizacij na področju promoviranja protidružinske politike, kontracepcije, splava ter tako imenovanih alternativnih življenjskih slogov. Omenjeni pojavi, spoštovani, so del, to je izraz, ki ga bomo samo uporabil, globalne industrije in ki se izvaja pod okvirom mednarodnih organizacij, kot so Združeni narodi, Svetovna zdravstvena organizacija, Svetovna banka in druge. Prav tako v ta okvir, ki je povezan s temi pojavi v sodobni družbi, sodijo tudi nevladne organizacije, med katerimi imajo prav posebno mesto tiste, ki promovirajo kontracepcijo, splav in med temi ima, kot sami verjetno veste, odlično mesto organizacija z naslovom The International Planned Parenthood Federation. To je vodilna mednarodna organizacija za promoviranje reproduktivnih pravic, ki ta izraz je pa treba razumeti v slovenščini kot promocija splava in kontracepcija. Tem pojavom danes stoji naproti tako imenovana kultura življenja, ki danes združuje različne politične, idejne in verske organizacije ter posameznike po vsem svetu, tudi v Sloveniji. In to kulturo življenja danes prepoznamo predvsem po tem, da sprejema človeško življenje kot božji dar in da je človeško življenje še prav posebej sveto, nedotakljivo, od samega spočetja pa vse do naravne smrti. Zato kultura življenja na prav poseben način nasprotuje vsem dejanjem, ki uničujejo človeško življenje in takšna dejanja, kot sami dobro veste, so zelo raznolika. To so dejanja, kot na primer umetna prekinitev nosečnosti, tukaj se sodijo raziskave na zarodkovnih matičnih celicah, evtanazija, abortivna kontracepcija, smrtna kazen, vojna in tako naprej. Pokojni papež Janez Pavel II. Je bil eden prvih, ki je že leta 1993 uporabil izraz kultura življenja in to na svojem pastoralnem obisku v ZDA. Natančneje, ko leta 1993 prišel na letališče v Denver o priložnosti Svetovnega dneva mladih, je tamkajšnjim novinarjem predstavil namen svojega obiska. In v tem govoru je prav posebej dejal sledeče: kultura življenja, za katero se zavzema, pomeni spoštovanje narave in božjega stvarstva in v posebni obliki pa se to spoštovanje človeškega življenja kaže v spoštovanju tega življenja od samega spočetja do naravne smrti. Ko je govora o pomenu kulture življenja v današnjem času, je potrebno izpostaviti še eno misel. Danes se zagovorniki kulture življenja, še prav posebej zagovorniki nerojenega življenja in pa konvencionalne družine, očeta, matere in otrok, soočamo z včasih komaj verjetnimi pritiski. To so tisti pritiski, s katerimi se soočamo, ko se želimo v javnosti izpostaviti za vrednoto življenja in družine ter opozoriti na problem sistematičnega uničevanja nerojenega življenja in degradacijo vrednote družine. Medijska, politična in ekonomska diskriminacija ter stigmatizacija so sestavni del javnega delovanja zagovornikov kulture življenja. In tukaj se je treba dati roko na srce, da vsakdo, ki želi tudi v naši slovenski družbi delati za življenje, delati na področju družine, da se bo soočal s to diskriminacijo oziroma stigmatizacijo.
To oboje se kaže v tem, da nekateri mediji, nekatere politike in del javnosti vedno znova spregledajo izjave, podvodijo odgovor in priredijo statistične številke, ko je govora o nerejenem človeškem življenju, ko je govora o vrednoti družine ali pa ko je govora, na primer, o eutanaziji, ki nas bo tudi zelo verjetno čakala v naslednjih letih. Razlogi za takšne nenavadne drže oziroma za takšno kulturo v naši sodobni evropski družbi so zelo različni. Pokojni papež Janez Pavel II. Je vzroke kulture smrti in kulture življenja obravnaval leta 1995 v eni izmed najbolj znamenitih enciklik, to je enciklika Humani Evangelium Vitae oziroma po naše Evangelij življenja. In takrat je papež Janez Pavel II. Zapisal v nekem smislu izjemne besede, ki se glasijo takole. To obzorje luči in senc nas mora vse ozavestiti, da smo danes, sredi tega sveta, pred silnim in dramatičnim spopadom med zlim in dobrim, med smrtjo in življenjem, med kulturo smrti in kulturo življenja. Smo ne samo pred, ampak smo nujno sredi takšnega spopada. Vsi smo pritegnjeni in udeleženi za neizogibno odgovornostjo, da se brezpogojno odločamo v prid človeškega življenja. In tukaj bi rad poudaril, včasih, ko se sam srečujem z ljudmi, tukaj v Ljubljani oziroma Sloveniji, se mi zdi, da ko pride beseda do teh tem nerejenega človeškega življenja družine, da ljudje mislijo, da je to pravzaprav neka stvar, ki pravzaprav ni tako huda, ni tako kritična in tako naprej. Dejstvo pa je, in tukaj se globoko strinjam z pokojnim papežem Janezom Pavlom II., da dejansko tukaj obstaja pravi spopad, pravi konflikt. Mogoče ne v tem smislu kot neka klasična vojna, ampak na ravni znanosti, na ravni univerz, na ravni politike, parlamentarnih procedur, na ravni ministrstev, pa se pojavljajo pritiski, napetosti, ki jih ni mogoče drugače opisati kot ravno s to besedo spopad med kulturo življenja in pa kulturo smrti. Se pravi, eden od razlogov, zakaj je danes pri promoviranju kulture življenja tako težko v nekem smislu napredovati, je prav gotovo ta realnost. Da danes obstajajo organizacije in posamezniki, ki na prav poseben način zatirajo kakršnokoli obliko govora o teh temah. Drugi razlog, s katerim se pravzaprav soočamo zagovorniki kulture življenja v sodobni družbi, pa je v tem, da je kultura smrti danes v tem svetu izjemno razširjena. Da se bomo lažje predstavljali, do kakšnega obsega je prišla kultura smrti v zadnjih desetletjih, si oglejmo samo primer umetne prekinitve nosečnosti in splava. Letno se na svetu naredi med 40 in 60 milijoni splavov. Srednja letna ocena je okoli 42 milijonov splavov. In to konkretno pomeni, da vsak dan, tudi danes, se približno 115.000 mater odloči za splav svojega otroka. In gledajte, če te razmere, oziroma če te stvari prenesemo na slovenske razmere, velja omeniti, da se je od leta 1979 pa vse do leta 2011 v naši državi rodilo 740.000 otrok. V istem obdobju pa je bilo v naši majhni državi, Sloveniji, splavljenih že več kot 400.000 otrok. In te številke je potrebno pridati še število nerojenih otrok, žrtovanih v postopki zdravljenja oploditve z biomedicinsko pomočjo ter v okviru uporabe kemične abortivne kontracepcije. Po radnih ocenah strokovnjakov naj bi od leta 1960 pa vse do danes po vsem svetu izgubilo življenje že vsaj 2,2 milijardi otrok. To je število žrtev, ki je vsaj 40-krat večje od števila vseh ubitih v drugi svetovni vojni. V tem smislu, pogledajte, je mogoče razumeti, da je vsako zavzemanje za nerojeno življenje v sodobnem svetu dejansko izjemno delikatno dejanje, če hočete preroško dejanje. Vsako govorjenje o kulturi življenja je občutljivo in to zato, ker prebuja številna čustva v srcih poslušalcev, še zlasti tistih,
ki se jih to osebno dotika. In to, kot sami verjetno veste, so najprej matere nerojenih otrok, potem so to očetje teh otrok, potem so to bratje in sestre, ko se zavejo, da je bil njihov brat oziroma sestra splavljen, potem so to stari starši, ki objokujejo usodo svojih splavljenih vnukov, potem se sodijo zdravniki, farmacevti, biologi, politiki, ne nazadnje celotna družba. In sami veste, da Slovenija se danes sooča z zelo hudo demografsko zimo, soočamo se z težkimi reformami na področju pokojnin, socialnega zavarovanja, socialnih služb. In eden od razlogov je prav v tem, da v našem narodu trenutno, po mnenju strokovnjakov, manjka že več kot 300 000 otrok za redno obnovitev prebivalstva. Se pravi, starejše populacije so vedno večje, mlajše populacije so vedno bolj šibke in dejansko vzdrževanje, podpiranje starejših postaja vedno večji problem. Kakorkoli že, da počasi zaključim, v okviru kulture življenja posebej sodi sposobnost vsakega posameznika, da rezistira in da pogumno pričuje vsedi sodobnega sveta. Za takšno delovanje pa je najprej potrebna izjemno dobra izobrazba in kritičen čut. In da se vrne k papežu Janezu Pavlu II., on sam je v dokumentu Evangelij življenja zapisal takole: v današnjem socialnem okolju, za katerega je značilen dramatičen boj med kulturo življenja in kulturo smrti, je treba razvijati močan kritičen čut, zmožen, da razlikuje prave vrednote in pristne zahteve. In glede te njegove besede ne pomeni nič drugega kot potrebo po izobraževanju, razkrivanju globalnih in lokalnih sistemov kulture smrti ter v dejavnem družbenem delovanju. Nocojšnji obisk in predavanje naše prijateljice, dr. Ligaja Kosta, razumem kot enega prvih korakov v naši državi v Sloveniji v smeri prebujanja smisla za kulturo življenja. Prav tako pa tudi kot korak v smeri sistematične izgradnje tistih struktur v naši državi, ki bodo detabuizirale omenjene teme, prav tako pa nas vse skupaj navdušile tudi za dejavno in javno delovanje v naši družbi. In v ta namen, prav posebej lepo pozdravljam, dr. Lakosto, da nam sedaj spregovori o teh zelo pomembnih, če hočete, usodnih temah naše družbe, kjer seveda Slovenija ni nobena izjema. Najlepša hvala.